Gospod Žak, kako posluje Komunala v letošnjem letu in kako v primerjavi s preteklostjo? Letošnje leto beleži Komunala v prvem polletju 1,6 dobiček v višini približno 220 000 evrov. Seveda pa to moramo vedeti na račun obratovalnih podpor, ki so v letu 2025 nekoliko višje, kot so bile preteklo leto. Tako da cilj naš je, kot veste, da Komunala posluje s pozitivno ničlo, brez obratovalnih podpor. Kako Komunali izpolnjujete letošnje načrte, naložbe, kakšnih naložb ste se lotili in kaj prinašajo? Glede tako imenovanega zelenega prehoda oziroma zelene energije, tudi Komunala Trbovlje sledi tem trendom. Postavili smo že 3 male sončne elektrarne, pokopališče na Gojdi, postavili smo tudi že hranilnik električne energije. Tako da, kar se tiče zelene energije, imamo tudi seveda tako imenovana električna vozila, vsak 5. kamion na Komunali je na elektriko. Ta del je pokrit. Potem pa seveda izvajamo redna obnovitvena dela, tako na vročevodih, v kanalizaciji in vodovodih. 2 večje investicije, na novi dom, druga pa je tukaj gor v, kaj je že, Partizanski. Pričela se je ogrevalna sezona. Vemo, da je bilo v preteklosti kar nekaj težav okrog ogrevanja v Trbovljah. Kako ste se pripravili na letošnjo, kako je s cenami in kakšne so v primerjavi s slovenskim povprečjem? Če lahko odgovorim od zadaj, cene so še vedno visoke. Smo med najdražjimi v Sloveniji, kar pa je posledica, da imamo samo en energent, zemeljski plin. To je zgodovina, treba je čim prej dobiti alternativne vire, bodisi elektriko, bodisi toplotne črpalke. Verjamem pa, da biomasa v centru Trbovlj v tem trenutku ne pride v poštev. Cene so enake, kot so bile 1. januarja in bodo do konca decembra enake. S 1. januarjem pa cene ogrevanja, tako kot tudi cene tople vode, zopet znižujemo. To bo že 4. znižanje v mojem manj kot 2-letnem mandatu. Mogoče podatek, pred mojim prihodom je bila cena za variabilnega dela toplote za gospodinjstva 180 evrov, in seveda govorim z DDV-jem, v tem trenutku je 128. Kot sem omenil, s 1.1. še znižujemo, kakšno znižanje bomo pa povedali na tiskovni konferenci v mesecu decembru. Zimska služba, kako ste pripravljeni na njo? Zimska služba, kot vedno, pripravljeni smo, posadka je na tako rekoč na stand-byju. Zdaj čakamo samo sneg, malo šali, malo zares. Bo pa, kot vsako leto, so vedno porodne težave. Vsi želijo, da imamo spuženo v istem trenutku, vsi ne gre, ampak tokom dneva oziroma naslednji dan verjamem, da so vse ceste tako prevozne, da so lahko občanke in občani zadovoljni. Kakšni so načrti Komunale za prihodnje leto? Se boste lotili kakšnih večjih naložb? Prihodnje leto poudarek bo zopet na znižanju cen energenta za ogrevanje. To je, kar se tiče tega ogrevalnega dela, kar se tiče pa samih investicij. Nadaljevali bomo s postavitvijo sončnih elektrarn in baterij na vodohramu Vreskovo in pa mogoče že na Škratovini. Vsa ostala dela pa bodo se izvajala po planu, v tem trenutku jih mora pa še odobriti lastnik, občina Trbovlje. Ste zadovoljni z modernizacijo podjetja na vseh področjih in pa kako se Komunala Trbovlje prilagaja modernim smernicam v komunalnem gospodarstvu? Lahko rečem, da smo zadovoljni. Neko starejši kader odhaja, prihajajo mladi, ki imajo vsekakor večji posluh, tako na področju IT-ja, kot tudi na področju kamionov, recimo. Kot veste, smo prejšnji teden dobili pridobitev, nov kamion za praznjenje in čiščenje greznic, preboje, in lahko rečem, da je eden najmodernejših v Sloveniji.
Tako da, ja, sledimo tem trendom organizacije, kolikor nam pa seveda dopuščajo finančna sredstva. Najlepša hvala in veliko uspeha pri delu. Hvala tudi vam.